Hvala lepa, Marko. Bomo za začetek malo zmolili, pa bomo zmolili kar tako, da bomo prebrali nekaj Svetega pisma, ki seveda močno zadeva tudi našo prvo zapoved. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha iz Lukovega evangelija. Tedaj je vstal neki učitelj postave in da bi Jezusa skušal, mu je rekel: Učitelj, kaj naj storim, da prejmem v delež večno življenje? On pa mu je dejal: kaj je zapisano v postavi, kako bereš? Ta je odgovoril in rekel: ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega svojega srca, z vso svojo dušo, z vso svojo močjo in z vsem svojim mišljenjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Rekel mu je: prav si odgovoril, to delaj in boš živel. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Zanimivo je, da tale odlomek, ki sem ga ravnokar prebral, opisujejo kar trije evangelisti, ker včasih kakšen evangelij nima tistih odlomkov, ko so v drugih, to pa kar trije in so vsi približno isto govorijo, samo da eni spuščajo morda moč, eni voljo, ampak pri vseh pa je mišljenje. Še bolj pomembno pa tisto, kar je Jezus vprašal tega pismovka, ko mu je rekel, predno mu je odgovoril: kaj bereš, kako bereš? Kako bereš, a sploh kaj bereš pravzaprav? Ali samo veš na pamet, ne veš pa, kaj dejansko noter piše. Tako da ta vprašanja naše vere so vedno zelo pomembna, zato je dobro brati svetopismo, zato je dobro študirati svetopismo s kakšnimi dobrimi knjigami, ki nam pomagajo kaj razumeti, hkrati pa seveda prebrati še in študirati še kaj drugega, kar ni zapisano v Svetem pismu. Že zadnjič smo rekli, da so zapovedi naravne, to se pravi, in lahko razumemo vsi, ker jih je Bog usidral v našo človeško naravo. Ne vem, če ste prejšnji teden poslušali en vlog oziroma en posnetek, ne bom povedal, katera medijska hiša je posnela ta vlog, ampak pogovor je bil z Jernejem Kuntnerjem, znanim igralcem, ki je sin znanega slovenskega pesnika. In je bilo vprašanje o 10 zapovedih. In on pravi, to niso cerkvene, to niso katoliške zapovedi, to so tako pomembne, da če jih ne držiš, propademo. In v bistvu je imel prav. Dobro, lahko bi se dalo debatirati, ali so, zakaj po njegovem niso cerkvene pa katoliške, ampak dejansko je res. Bog je položil v naše srce tudi te zapovedi in hkrati nam je dal še načine, kako bi te zapovedi, te naravne, ki so torej hkrati Božje, tudi razumeli. Ker jih ljudje zaradi greha pa zaradi zatemnitve razuma, ki je nastal zaradi greha in zabluditve volje, ne razumemo, zato nam jih razlaga jih po Svetem pismu. Zato vprašanje, kako bereš, je zelo na mesto, kako bereš, če sploh kaj bereš. In vse zapovedi vsebujejo zahtevo ljubezni do Boga, se opravičujem za tipkarsko napako, zdaj ste videli, morda je drugačni, niti ne bi opazili, bližnjega in sebe. Ali kot smo slišali, v bistvu sta samo dve. Prva govori o ljubezni do Boga, prve 3 o ljubezni do Boga, drugih 7 pa o ljubezni do bližnjega. V tem je vse posedeno. Vemo, da vsi skušamo, kako pa dejansko težko izpolnjujemo zapovedi. Vsak se je prej slej ujame. V kakšni. Ker smo samo ljudje. In Bog to razume. In nekateri se preveč ukvarjajo samo s tem,
kako bi se dopičice držali pa razumeli, ne, rekli smo že, to so zlasti tako izstopajo farizeji, ampak tudi na naših tleh v zgodovini našega naroda in Zahodne Evrope so bili zelo močni na tem področju tako imenovani janzenisti, ki so v vsaki stvari videli greh, kar pomeni, da niso videli dobrega, pa tisto, kar Bog dela v njih, po njih in kar bi lahko še več naredili, ampak so se ukvarjali s tem, kar je narobe. Pozabili so na to, da dejansko, kot Jezus pravi, brez mene ne morete ničesar storiti. Bog je vedno z nami in nam pomaga, nam daje moč, nam daje sposobnosti tudi zato, da bolj trdno verujemo. To je pa cela originalna zapoved, tako kot se glasi ta prva v drugi Mojzesovi knjigi. Zadnjič smo se pogovarjali, kako jih je Bog dal in kako je potem teh 10 zapovedi, dekalog, 10 besed, povedal in jih izročil tudi na tablah. In ta prva se glasi takole. Jaz sem Gospod tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, ne imej drugih bogov poleg mene. Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu ali spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo. Ne priklanjaj se jim in njim ne služi. Kajti jaz, Gospod tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo, toda izkazujem dobroto tisočem tistih, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi. Mi smo tu povzeli samo en sam stamek, veruj v enega Boga. Zgodba je pa zelo močna. Jaz ne morem verjeti v enega Boga, če po eni strani nimam daru vere, torej milostnega Božjega dotika, ali pa se z razumom nisem prikopal do tega, da priznavam, da Bog je. Ker lahko bomo še naprej videli to vprašanje, popolnoma ignoriram. Mi je vseeno, ali Bog je ali ni. Tudi taki ljudje obstajajo. In se sploh nočejo spraševati. Ali pa si v principu rečem, Boga ni in se s tem vprašanjem ne ukvarjam. Tudi take ljudje obstajajo. Se pravi, vera v Boga, sploh v današnjem času, ni čisto samo umevna, tako kot se nam morda na prvi pogled zdi. Gospoda svojega Boga torej ljubi, moli in samo njemu služi. Ne hodite za drugimi bogovi. To je pa že malo, veste, da 5. Mojzesova knjiga in rečemo tudi ponovitev postave. V bistvu se ponovi vse tisto, kar je v drugi Mojzesovi knjigi, samo še morda z večjo globino, kot bi rekel, že prva razlaga, da malo lažje razumemo. Prva zapoved zato obsega vero, upanje in ljubezen. Kdor namreč govori o Bogu, govori o stalnem, nespremenljivem, vedno istem, zvestem in popolnoma pravičnem bitju. Iz tega sledi, da moramo nujno sprejeti njegove besede, vanj verovati in mu popolnoma zaupati. Vsemogočen je, dobrotljiv, brezmejno pripravljen izkazovati dobrote. Kdo bi ne mogel staviti vanj vseh svojih upov? Če razmišljamo o zakladih dobrote in ljubeznivosti, ki jih je izlil na nas, kdo ga ne bi ljubil? Otud obrazec, ki ga Bog uporablja v Svetem pismu, bodi si na začetku, bodi si na koncu svojih naročil in zapovedi, jaz sem Gospod tvoj Bog. Zato te zapovedi vključujejo vse te tri, kako bi rekel, moralne ali naravne kreposti, ki jih imenujemo vera, upanje, ljubezen. Če ste pozorni, večkrat uporablja Cerkev in Svetopismo tudi že trojstvo, trojček besed. Imaš vero, upanje, ljubezen, tudi Boga verjamemo, ampak skrati so vse povezane v eno. Podobno imamo tudi Boga, Oče, Sin in Sveti Duh, 3 osebe, en Bog. In potem imaš še cel kup drugih, vedno v enem takem trojstvu. Danes bom morda majčkeno več prebral iz katekizma Katoliške cerkve, pa skušal še kaj razložiti, zakaj, ker je prav, da razumemo globino tega, kar govorimo. Vir našega naravnega življenja je vera v Boga, ki nam razodeva svojo ljubezen. Sveti Pavel zato govori o poslušnosti vere kot o prvi obveznosti. Pokaže, da je nepoznavanje Boga počelo in razlaga vseh naravnih zablod.
Naša dolžnost do Boga je, da verujemo vanj in pričujemo o njem. Zato se tlele v zvezi z vero se postavljata kar eni dve taki šibkosti ali pregrešitvi proti veri. Prvi je, da ga poslušajte, prostovoljni dvom, ki se nanaša na vero, zanemarja in odklanja imeti za resnico to, kar je Bog razodel in kar Cerkev predlaga, naj verujemo. Neprostovoljni dvom pomeni omahovanje v verovanju, težavo pri premagovanju ugovorov v zvezi z vero in tudi tesnobo, ki jo prebudi temnost vere. Premišljeno gojeni dvom more privesti do zaslepljenosti duha. To je katekizem. Potem je pa nevera, je brezbrižnost za razodeto resnico ali prostovoljno odklanjanje pritrditve tej resnici. Zdaj pravi, če veš, pa se odločiš, da ne boš vedel. Nočeš. Z besedo krivoverstvo označujemo po prejetem krstu trdovratno zanikanje katere izmed resnic, ki jo je treba verovati z Božjo in katoliško vero, ali trdovraten dvom o njej. Odpadništvo pa je zavrnitev krščanske vere v celoti. Razkolništvo pomeni odklonitev podrejenosti papežu ali odklonitev občestva zudi cerkve, ki so mu podrejeni. Zdaj pa gremo malo na upanje. Upanje je en tak močen izraz tudi naše vere. Ko se Bog razodeva in kliče človeka, ta ne more v polnosti odgovoriti Božji ljubezni s svojimi lastnimi močmi. Upati pa mora, da mu bo Bog dal zmožnost, da mu bo vračal ljubezen in delal v skladu z zapovedmi ljubezni. Upanje je zaupljivo pričakovanje Božjega blagoslova in blaženega gledanja Boga, je pa tudi bojazen, da bi žalili Božjo ljubezen in izvali kazen. Zato sta tlele spet dve šibkosti. Eno je predrzno zaupanje, drugo pa obup. V obupu človek neha upati, da bo od Boga prejel svoje osebno zveličanje, pomoč, da ga doseže ali odpuščanje svojih grehov. V obup je torej nasprotje tega, kar mi pravimo in verujemo v zvezi z Božjo dobroto, pravičnostjo, usmiljenjem. Potem pa imamo dve vrsti predrznega zaupanja. To so zelo take fine stvari. Poslušajte. Bodisi, da človek precenjuje svoje sposobnosti, ko upa, da se bo mogel zveličati brez pomoči od zgoraj. Se pravi, vse v svoji lastni moči. Bodisi, da se napačno zanaša na Božjo vsemogočnost ali na Božje usmiljenje, ko upa, da bo dobil odpuščanje brez preobrnenja in slavo brez zasluženja. Oboje je greh. Se pravi, predrzno oba vidika ali pa obe razsežnosti ali pa obe varianti predrznega zaupanja. Samo zaupanje vase, da boš dosegel nebesa, da si tako dober, Kakor prepričanje, da požvižgaj se na koncu, tako malo od zadaj poslušajte. Tam, ko bom na starost, bom pa še malo naredil, bom pa še mečken poštimo, pa sicer je pa Bog tako ali tako usmiljen. Oboje je po našem krščanskem dojemanju nesprejemljivo. In vera v Božjo ljubezen seboj tudi seveda poziv in obveznost, da na Božjo ljubezen odgovorimo z ljubeznijo. Zoper ljubezen do Boga je mogoče rešiti na različne načine. Prva je brezbrižnost. Ta zanemarja in odklanja misel na Božjo ljubezen. Ne zmeni se za prehitevajočo dobroto te ljubezni in zanika njeno moč. Nehvaležnost opušča in zametava zahvaljevanje Božje ljubezni in vračanje ljubezni za ljubezen. Se pravi, čutiš in veš, da si ljubljen, ampak ne narediš nič. To je zelo na človeški ravni, seveda v odnosu do Boga, zelo zanimiva zadeva. Žalostna.
Potem naslednja je mlačnost, ki je obotavljanje ali malomarnost v odgovarjanju na Božjo ljubezen. Vključevati mora odklanjanje, da bi se človek predal nagibom ljubezni. Zdaj potem pa duhovna lenoba. Gre tako daleč, da zavrača veselje, ki prihaja od Boga in da ji postanejo zoprne Božje dobrine. To od zadaj vedno lahko vidimo tudi delovanje hudega duha, ne? Ko te draži, da ne zaupaš več v Boga, v njegovo dobroto in začneš hoditi po nekih čudnih poteh. Postavlja se torej v nasprotje do ljubezni Boga, čigar dobroto zanika in katerega si drzne preklinjati kot tistega, ki prepoveduje grehe in nalaga samokazana, ne? Vse te negativne variante, ne, je včasih dobro povedati, ne, ker velikokrat tudi ko cerkev govori samo o pozitivnih stvareh, a ne, človek pa hitro zaide, ne, pa v predrzno zaupanje, ne. In je dobro včasih vedeti, kaj je tudi slabo, ne. In zato danes tudi te vidike govorimo, ker so vezani na naš temelj, vero v enega Boga. Je treba videti dobro in slabo, se pravi, pravilno pot in odklone. Se spomnite svetega Pavla, ki je rekel, ne moreš doseči zmage na tekmovanju, če se ne držiš pravil, ne? Razumemo to Božjo logiko, ki nam jo podaja ob razlagi, tako da mi lahko razumemo, če hočemo. Samo njemu služi. Čiščenje gre samo Bogu. S katerim Božje čiščenje, torej s katerim Boga molimo in mu izkazujemo čast, je prvo dejanje kreposti bogovdanosti. Moliti Boga se pravi priznavati ga kot Boga stvarnika, odrešenika, Gospoda, učitelja vsega, kar obstaja, kot neskončno in usmiljeno ljubezen. Samo njemu služi in samo njega ljubi, pravi Jezus, ko navaja 5. Mojzesovo knjigo. Moliti Boga se pravi v spoštljivosti in brezpogojni predanosti priznavati nič ustvarjenega bitja, ki obstaja le po Bogu ali pa zaradi Božje dobrote. Moliti Boga se pravi, kakor Marija v Magnifikatu, ga hvaliti in poveličevati. Saj poznate tisto, ne? Moja duša poveličuje Gospoda. Moja duša. Molitev je dejanje vere, upanja in ljubezni, ki jo ukazuje prva zapoved. Zanimivo, ne? Prva zapoved, veruj v enega Boga, ti ukazuje tudi to, da Boga častiš in da ga moliš. Bomo slišali tudi, da mu daruješ in mu lahko daš kakšne obljube in zaobljube. Vse to je povzeto. Molitev je nujen pogoj za to, da moramo biti pokorni Božjim zapovedim. Kakor je rekel, zapisano v Lukovem evangeliju, treba je vedno moliti in se ne naveličati. Vedno in se ne naveličati. Zdaj boste rekli, si to je nemogoče, ne? Če mislite samo na roženkranc. Se strinjam. Tudi če mislite na kakšne druge stvari, je nemogoče. Lahko pa molimo na mnogo načinov. Tako da vedno, ko začnemo delo, ga izročamo Bogu, je molitev. Tako da zjutraj ali z molitvenimi obrazci, ki jih znamo od svojega otroštva, izročimo dan, ki ga imamo, zvečer se mu zahvalimo, ga prosimo za tisto, kar smo zavozili. Vmes, ko marsikaj lahko delam, dame, ko kuhate, sploh z leti, ko že večino stvari kuhate s tako rutino in imate svoj program narejen, doma točno veste, ki je kaj, ne? Ni treba nič študirati, prinesete in vmes na mesto, da bi kaj drugega mislili, hecali se jezili na svoje može ali kaj podobnega, lahko ponavljate, Jezus svate zaupam. Ali pa hvala Jezus. Ali pa Bogu hvala, lahko je brundate kakšno molitev, ne? Vedno se najde čas, kar je zanimivo, ko pomisli, kako že pravi na pesem, že misel sama na Boga visoko dviga nas, ne?
In ko torej že misel sama, ko dvignem, ko malo pomolim, ko s takimi tudi pobožnimi vzkliki svoje delo, svojega duha dvigam k Bogu, tudi vse ostale stvari lažje potem mislim prav v okviru Božjega, ker mene nagiba ta misel ne k slabemu razmišljanju, ne k slabemu dejanju, ne k slabemu govorjenju in niti ne nezbranosti, ampak ravno obratno k čem drugem. Če naj bo zunanja daritev iskrena, mora biti zaradi duhovne daritve. Moja daritev, o Bog, je skrušen duh, je en prevod, ne? Ali pa skesan duh, Gospod, naj bo moja molitev. To so že izrazi iz Stare zaveze, zlasti v psalmih, pa tudi v drugih molitvah. Ne? Tako kot Ozej pravi, usmiljenje hočem in ne daritve. Ne? Ozej je tak čudovit človek, ne moremo zdaj vsega razlagati, ampak sem tako na hiter, sem že kdaj povedal. Ozej je bil prerok, oziroma bil je pastir in ga je Bog poklical za preroka. Mal se je upiral, ampak pol je hitro razumel, da Bogu iti ne moreš. Ne? In pravi Ozej, v redu, zdaj boš ti, Bog Ozeju, ti boš moj pričevalec. Vem, da si zaljubljen v eno žensko. In vemo, da je in ti veš in jaz vem, da je ta ženska prostitutka. Ampak, če imaš res rad, boš naredil vse, da bo to postala ljubezen tvojega življenja in tvoja žena. In Ozej prodal vse, kar ima, ovce, vse svoje premoženje, da je odkupil svojo ženo, svojo ljubezen. Ona se z njim, od zvodnikov, ona se poroči, ima ta 3 otroke, vse simbolno, nepomiloščena naj bo eno ime, drugo, da je bo ne moje ljudstvo, 3. otrok pa hitro teci urno ropaj, to so simbolna imena. In potem ta ženska spet pobegne nazaj. In Bog reče Ozeju, imaš res rad? Pravi Ozej, seveda še zmeram. Ne sem zato, ker je mama mojih otrok, ampak zato, ker je res moja ljubezen. Pravi Bog, potem, če je to res, pa še enkrat vse, kar si zdaj pridelal, pa prihranil, spet prodaj, če treba vse, zato da boš kupil nazaj, ker imaš res rad. To, kaj je Bog? Usmiljenje, srčnost, dobrota, ljubezen, z nežno ljubezen nas ljubi. Ne moram na to drugače, kakor da odgovarjam na tak način, kakršnega ima on do mene. Se pravi, ga molim, ga častim, sem usmiljen. Tudi kaj mu darujem, kakšno malenkost, ne pa kar v prazno. Svojim zedinjenjem z njegovo daritvijo moramo iz svojega življenja napraviti daritev Bogu. To je pa najlepša oblika, da se daruješ Bogu. Zato, spomnite se tudi včasih v Stari zavezi so sploh prvorojenci, vsi ljudje in živali bili Božji, so bili posvečeni Bogu že z rojstvom, ker jih je Bog rešil prvorojence v Egiptu, vseh tiste, ki so bili. In ljudje so morali odkupiti od Boga prvorojence. Ampak ne bi bilo slabo, da bi svoje otroke takole vedno znova in znova starši izročali Bogu, darovali Bogu. Zvečer, ko gredo spat majhni otroci, Gospod, tebi jih darujem. Jaz bom zaspal, jaz bom zaspala. Tvojim svetim angelom. Tebi jih izročam zjutraj, ko gredo v šolo, ko gredo na faks, ko gredo v službe in tako dalje. In na koncu najvišja daritev je res podaritev zedinjenja z Gospodom, ko se podariš samemu sebi. Vemo pa, da lahko ljudje naredimo Bogu tudi določene obljube. Obljube delamo, morajo biti pa take, da jih lahko uresničimo. Ni treba ne vem strašnega. Iz osebne pobožnosti mora kristjan obljubiti Bogu kako dejanje, molitev, miloščino, romanje. Zvestoba do Boga danih obljub je razodevanje spoštovanja, ki smo ga dolžni Božjemu veličastvu in iz ljubezni do njega. Za obljuba pa je, poslušajte zdaj, premišljeno in svobodno Bogu dana obljuba v dobrem, ki je možno in boljše, zato se mora spolniti iz kreposti bogovdanosti. Za obljubo je torej dejanje pobožnosti, če je ta prava za obljuba. Latinsko bi rekli temu devocijo, kakšni tlele, ko znate latinsko, bolj natančno poznate te pojma, s katerim kristjan samega sebe posveti Bogu ali mu obljubi dobro delo. S polnjevanjem za obljubi torej izroča Bogu to, kar mu je bilo obljubljeno in posvečeno.
Apostolska dela nam kažejo, kako skrbno je sveti Pavel izpolnjeval za obljube, ki jih je naredil. Spomnite se, ne? Očitno se je enkrat zaobljubil za neko stvar, da se ne bo strigel tako in bril, kot Nazarejec, ne? Za njega kot rimskega državljana, čeprav je bil Jud, je bilo to, da je bil neurejen nečastno. Ker Rimljani, ta pravi rimski državljani so bili vsi ostriženi in obriti, če pa so imeli brada, je bilo lepo urejeno, ne? To je bil status rimskega državljana. In da je Pavel se zaobljubil, da se ne bo nič bril, ne? In potem piše, kako je prišel Kenhreje in tam se je dal ostriči in obriti, ker je imel za obljubo. Cerkev pa priznava za obljubom izpolnjevanje evangeljskih svetov vrednost spodbudnega zgleda. Zato veste, da ne bom prebral, a bom po domače povedal, da ste razumeli. Zato je bilo v cerkvi, so bili vedno možje in žene, ki so se Bogu na poseben način posvetili in zaobljubili in živeli po, kot rečemo, po evangeljskih svetih. Uboštva, čistosti in pokorščine. Ne? To so redovnice in redovniki, ampak ne samo ti. So nekateri tudi, ki niso redovniki, pa živijo, kot reče se v starem cerkvenem jeziku, Bogu posvečene device v svetu. Ne? Samske ženske, ki so se odločile, da se ne bodo poročile iz ljubezni do Boga, se pravi, zaobljubijo se Bogu, da lahko bodo tako več naredile. Isto tudi kakšni moški, a ne? Drugi pa, imamo pa tudi druge oblike. Morda še eno stvar moramo omeniti, ker je prav, gospod Marko, če boste kakšno vprašanje zastavil, kar dajte. Ja, morda še eno stvar je treba povedati, ne? Vero izpovedujemo sicer vedno sami osebno, ampak nikoli pa čisto sami zase. Ker ničesar, kar človek je, kar živi, kar veruje in upa, ne more živeti sam. Ampak nujno dela to z drugimi. Zato je vera vedno občestvena. Zato tudi Jezus pravi, kjer sta dva ali sta trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Se pravi, to občestvo, skupno izpovedovanje, tudi veroizpoved, ki jo molimo prmašija, ne, verujemo, ne? Govorimo potem v množinski obliki. Se pravi, vedno izpovedujemo v skupnosti, v cerkvi, v občestvu, v družinah. V vero seveda se nikoli nikogar ne sme siliti, a ne? Eni so se v zgodovini izgovarjali tam v zvezi s tisto prispodobo, ko je gospodar vabil na gostijo, je poslal že par mesecev prej vabilo, malo širši kontekst razlagam, in oni so vedni, so bili povabljeni, so rekli, da pridejo. No? En dan prej jih je pa isti dan je pa gospodar poslal hlapce, pa je rekel, pojdite, pa spomnite povabljene, da je vse pripravljeno za večerjo. Ne? Pa prvi je rekel, ne morem, njivo sem kupil, moram iti pogledati. Ta drugi je rekel, 5 parov volov sem kupil, ne morem, moram jih probati. Ne? Same take materialne stvari, v bistvu, noben ne kupi njive, ne da bi prej pogledal, ne, točno njive, on je vedel, kaj je kupil, to pravi, je naštudiral. Isto nihče ne kupi traktorja danes ali pa prej parov volov, ne da bi se prej pozanimal, kakšni so, si jih ogledal, od tipov včasih so rekli, da se vole po konje vedno na zobe pogleda, ne, kako ima zdelane, da so videli tudi kako je star potem. Skratka, zgovarjali so na stvari, ki so jih že naredili v bistvu, ne, ker niso hoteli, ne. Edini eden je rekel, jaz sem se pa ravno kar poročil, pa ta razlog je še približno, ne, da je bil približeni, ampak tudi ta, če je rekel, da pride, bi moral. No, pa niso prišli, gospodar je bil seveda jezen, je pripravil, pa ni bilo nič. Je rekel, v redu, niso je vredni, pojdite pa povabite ljudi. Povabijo, pa pravijo hlapci gospodar še vedno je nekaj prostora. Je rekel, pojdite po ulice, pa ljudi primorajte, ne, vstopiti. Primorajte jih vstopiti na večerjo. No? In nekateri so to razlagali v zgodovini, da je treba določene ljudi primorati, da postanejo verni ali pa stopiti v cerkev. Ampak to je bila samo začasna razlaga, ki zagotovo ni bila pravilna. Ne? Ni bila pravilna. Tudi če se kdaj kje to dogajalo, ni bilo pravilno. V vero in v cerkev se človeka nikoli nikoga ne sme siliti.
Drugo vprašanje pa je, ki ga tudi katekizem obravnava v tem kontekstu, se pravi v povezavi s tole zapovedjo, pa je, koliko smo tisti, ki smo že kristjani in imamo vero, odgovorni, da nekateri ne pridejo v cerkev in ne verujejo. To je pa zgodba za izpraševanje vesti vsakega izmed nas. A ne? Da nekateri ne pomislijo, da bi prišli v cerkev ali pa postali verni, ker vidijo našo karkoli že. A ne? Vsak morda zase ve. Se pravi, zato cerkev vedno zagovarja to versko svobodo, ki v bistvu tudi ta splošna deklaracija o človekovih pravicah, kakršno mi poznamo, je v bistvu sad naše zahodne civilizacije, ne, in toliko bolj krščanske. In eden od pomembnih dejavnikov noter, ki je zapisana, je tudi pokazatelj standarda demokratičnosti posamezne države, je, da ima človek pravico do izpovedovanja vere, življenja v skladu z vestjo, vero in prepričanjem in izpovedovanja vere zasebno in skupaj z drugimi. To so ti standardi, ki jih seveda cerkev tudi je podpirala in jih podpira še danes. Danes toliko bolj izrazito. Ne imej drugih bogov. Tule spet našteval, poglejte, kaj vse piše. Praznoverje, malikovanje, vedeževanje, čaranje, potem pa eno spet nebogovdanost, ki ima pa več variant, skušnjave Boga, do Boga oziroma preizkušanje Boga, bogoskrunstvo, simonija, potem pa še vprašanje ateizma in simonije. Agnosticizma, malo bi se mi zareklo, vsi se mi je. Se pravi, ne imej drugih bogov. Ljudje hitro najdemo kakšne bogove. Veste, tako večkrat pri maši župniki razlagamo, pa evangeliji beremo, ne morete služiti Bogu in mamonu, a ne? Pa v stari zavezi velikokrat, bolj kot Jezus v novi zavezi, ki Jezus pač bolj že konkretizira, uporablja jezik, ki nam je morda malo bliže kot stara zaveza, uporablja mamona, ne? Se pravi, tisto, kar te omami, kar te potegne, kar te odvleče od Boga, ne? Od resničnega, edinega, pravega Boga in postane tvoj Bog, ne? Kar te tako mami. In če gremo kratko, se dotaknem praznoverja. Praznoverje je zabloda religioznega čustva in dejanj, ki jih to čustvo nalaga. Prizadeti mora tudi češčenje, ki ga izkazujemo pravemu Bogu, kadar kdo prepisuje nekakšno magično pomembnost nekaterim sicer upravičenim in potrebnim dejanjem, recimo vajam. Ne moraš točno tako se držati, točno, a razumete? Točno tak, če ne slišite od zadaj cele zgodbe, ne? Točno tako moraš povedati, točno tako in samo tako. Ker če boš tako naredil, bo Marija skočila in ti bo zrihtala v nebesih. Razumete? Takole izpade velikokrat to. Pripisovati njihovo učinkovitost sami materialnosti ali pa načinu molitve ali sakramentalnih znamen zunaj notranjih razpoloženj, ki jih zahtevajo, pomeni zaupati v praznoverje. Malikovanja. Prva zapoved obsoja mnogoboštvo. Od človeka terja, da ne veruje v druge bogove razen Boga, da ne časti drugih božanstev razen enega samega. Sveto pismo stalno opozarja na to zametanje malikov zlata in srebra, dela človeških rok, njih, ki imajo usta pa ne govore, imajo oči pa ne vidijo. Ti nični maliki naredijo človeka praznega. Njim bodo podobni, ki jih delajo vsak, ki vanje zaupa. Malo sem napačen poudarek, ko sem bral. Njim bodo podobni, ki jih delajo vsak, ki vanje zaupa. Se pravi, postajajo podobni malikom po domače. Bog pa je nasprotno živi Bog, ki oživlja in posega v zgodovino. Malikovanje se ne tiče samo zgrešenih poganskih kultov. Malikovalstvo je stalna skušnjava vere, tudi naše, odrasle vere. Malikovalstvo obstaja v tem, da človek poboži to, kar ni Bog.
Malikovanje obstaja, odkar človek izkazuje spoštovanje in čas kakemu ustvarjenemu bitju na mesto Bogu. Pa naj gre za bogove ali za zle duhove, na primer satanizem. A ne? Za oblast, spomnite se prejšnjega režima, naslado, raso, prednike, državo, denar ali karkoli tega še in še mnogo drugega. Ne morete služiti Bogu in mamonu, je Jezus rekel. Številni mučenci so rajši umrli, kakor da bi molili zver, kot pravi knjiga Razodetja, pri čemer so odklonili celo hlinjenje takega češčenja. Se pravi, ne bom, a ne, tudi samo tako, ne bom naredil, kakor da sem vrgel kadilo na oltar pred cesarja, da bi kdo mislil, da se ga tudi približal, se mu ne bom. Ker eni so pa tako naredili, ne. Ni hlinjenje, tako kot je že v knjigi Makabejcev rekel oni starček, možu sivih las se hlimba ne poda, a ne. Hitro nas lahko kaj potegne. Človeško življenje se v češčenju edinega poenoti. Zapoved, da naj moli edinega Gospoda, človeka poenostavi, naredi človeka enovitega in ga reši neskončne razpršenosti, raztreščenosti, bi jaz rekel. Malikovanje je sprevrženost človeškega prirojenega verskega čuta. Malikovalec je tisti, ki svoj neuničljivi pojem o Bogu nanaša rajši na karkoli, kakor na samega Boga. Vedeževanje in čarovnije, magija. Bog more razodeti prihodnost svojim prerokom in drugim svetim ljudem. Toda pravilna krščanska drža obstaja v tem, da se zaupanjem prepuščaš rokam Božje previdnosti, kar se tiče prihodnosti, in opustiš sleherno, nezdravo radovednost glede tega. Iz nepredvidevanja mora nastati pomanjkanje odgovornosti. Zametati moramo vse oblike vedeževanja, zatekanje k satanu ali k zlim duhovom, klicanje umrlih in druge tovrstne dejavnosti, o katerih zgrešeno domnevajo, da odgrinjajo prihodnost. Iskanje sveta pri horoskopih, astrologija, hiromantija. Veste, kaj je to hiromantija? Jaz tudi nisem vedel, sem mogel iti v slovar to jih pogledati. Ne, pravzaprav sem šel na Google. To je napovedovanje prihodnosti iz roka, ne? Iz črt na rokah ali pa celo nogah. Ne? Razlaga napovedujočih znamen in kockanja, pojavi jasnovitnosti, zatekanje k medijem, vse to skriva v sebi voljo pomoči, ki bi rada gospodovala nad časom, nad zgodovino in končno nad ljudmi. Hkrati pa tudi težnjo za tem, da bi si pridobili skrite sile. Vse to je v nasprotju s češčenjem in spoštovanjem, prepojenim z ljubečim strahom, ki ga dolgujejo samo Bogu. Iz Stare zaveze je tisti primer znana, veste, ko je Savel bil v življenjski nevarnosti in je vedel, da bo izgubil kraljestvo, in čeprav je prej preganjal vedeževalke in napovedovalke oziroma klicateljice duhov, je potem se na skrivaj oblekel, oziroma se oblekel v berača, reveža in šel k eni, in potem ga je zgodba Jona ga razkrinkala in doletela ga je kazen. Kazen je poučna v tem smislu, ne, ona ne more. Bog je, v Božjih rokah je prihodnost. Predstavljajte si, kako je bilo ljudem težko v drugi svetovni vojni, tudi našim prednikom. In če bi takrat ljudje obupavali in se obračali na kakšne medije, si nekateri se tudi ne pa zaupali v Boga, pa se sesuje, ne? In zgodovina nam kar naprej uči in po zgodovini razumemo, kako Bog vedno skrbi in obrne v dobro vse. Imamo toliko lekcij tudi v naši zgodovini, da ne potrebujemo nobenih čiračara, če rečemo tako.
Vsako izvajanje čarovanja, to se pravi čaranja, magije in vražarstva, s katerimi si kdo skuša podvreči tajne okultne sile in jih spraviti do tega, da bi mu služile in bi tako dobil nadnaravno moč nad bližnjim, tudi le zato, da bi si priskrbel zdravje, je v hudem nasprotju s krepostjo bogovdanosti. Takšna ravnanja so še bolj obsodbe vredna, kadar jih spremlja namen škodovanja drugim, se pravi, da bi jaz bil zdrav, škodujem drugim. Vsi poznamo te iz raznih pripovedovanj, ki niso tako strte zvite. Pa naj se zatekajo k posredovanju zlih duhov ali pa česarkoli drugega. Tudi nošnja amuletov, poslušajte, vražjih obeskov je graje vredna. Spiritizem, klicanje duhov, pogosto vključuje vedeževalske in čarovniške posege. Zato cerkev vernike opozarja, naj se ga varujejo. Zatekanje k načinom zdravljenja podedovanih iz roda v rod ne daje pravice niti do klicanja zlih moči, niti do izrabljanja lahkovernosti drugih. Še morda nekaj o nebogovdanosti, ki so tudi take zanimive. Skušanje Boga, kaj sem napisal, te skušnjave Boga? Skušanje Boga je v tem, da v besedi ali v dejanju postavljamo na preizkušnjo njegovo dobroto in njegovo vsemogočnost. Tako je že Satan, se spomnite tistih skušnjav. Hotel od Jezusa doseči, da bi se vrgel s templja in s tem dejanjem prisilil Boga, da bi posegel vmes. Jezus pa mu postavi naproti Božjo besedo. Ne skušaj Gospoda svojega Boga. Izziv, ki ga vsebujejo takšne skušnjave Boga, rani spoštovanje in zaupanja, ki ga dolgujemo svojemu stvarniku in Gospodu. Bogoskrunstvo je onečaščenje ali sramotno ravnanje z sakramenti in drugimi bogoslužnimi dejanji, pa tudi z osebami, rečmi in Bogu posvečenimi kraji. Kaj pomeni? Da se onečaščam ali norčujem iz sakramentov, sakramentalov, Bogu posvečenih stvari, oseb, svetnikov, papeža. Bogoskrunstvo je velik greh, posebej, če ga zagrešimo zoper Evharistijo, kajti v tem sakramentu nam Kristusovo telo postane bistveno navzoče. Vemo, da obstajajo več načinov, zato je fajn, morda sem tako praktičen nasvet. Evharistija Jezusa pod podobo kruha človečenega Boga dejansko nihče ni vreden. Ampak ga prejemamo v veri in zato, ker Bog hoče biti z nami. Zato pred obhajilom, na začetku maše imamo kesanja, potem pa tik pred obhajilom govorimo to, kar je govoril poganski stotnik z bolnim služabnikom: Gospod, nisem vreden. Ampak vem, da si ti Bog in da bi rad prišel k meni in da če ti prideš, bo zgodba popolnoma drugačna. To v veri prejemamo. Včasih lahko tudi površno, ampak če samo ne smemo biti pa skrupulozni. Sem prišel k maši z namenom, da bom šel k obhajilu, potem pa me med mašo ali pa že ko sem v vrsti za obhajilo, kam misel odnese, pa potem ne grem k obhajilu. Ne biti taki. Bog razume naše človeške slabosti. Bog, Jezus je bil skušan vsem, kakor smo mi. Samo ni grešil. Drugo je, pa če imam grehe, velike grehe, zlasti smrten greh, in grem vseeno k obhajilu. To pa je drugo. Ali pa, rekel, celo če kdo pride k obhajilu, kdaj, morda iz nevednosti, nepoučenosti, pa prejme vseeno k obhajilo, to ni greh, je celo manjši greh, oziroma ni, je bolj greh tudi, da jaz površno, kot to, da on pride iz nevednosti. Recimo, ko je papež Janez Pavel II. Bil v Indiji, je tam prišlo na tisto njegovo mašo več hindujcev pa budistov kot kristjanov. K obhajilu so šli pa vsi.
Ampak oni so šli malo zaradi nepoučenosti, malo zaradi svoje vere, malo zaradi tega, da bi res, radovednosti, in mislim, da to nekaj takega. Ne? Tako da skušajmo vedno cerkev celo učiti, celo tako, če človek ima male grehe, pa tudi dolgo že ne bi pri spovedi, pa če takrat pa bi šel rad k obhajilu, ker vemo, da obhajilo daje moč, ne more iti spovedi, se pokesaj, pojdi k obhajilu, ker Bog je večji kot vsi grehi sveta. Prejmi obhajilo, potem pa pojdi čim prej k spovedi. V smrtnem grehu pa ne hodimo k spovedi. Zato grem pa k smrtnemu grehu. Smrtni greh je pa praviloma ga človek kar ne naredi tako hitro. Ne moremo vsega zdaj razložiti, ker nismo v tej. Smrtni greh je neko veliko dejanje, slabo dejanje, ki ga naredim svobodno, brez prisile, iz sovraštva do Boga in slabim namenom. Zlej pa ne naredimo takih velikih grehov, ker pustimo zdaj vprašanje grešne navade, pa to, kar smo že prej rekli, kako se človek počasi oddalji Boga, zaradi tega, ker Boga začne menjati s čem drugim, in potem ne pride do tja, kamor bi moral. Seveda, da ne govorimo še o satanizmu, pa o tem, ko včasih ljudje površno, tudi zaradi nepoučenosti, vzame hostijo, jo da v žep. Eni sem slišal, da tudi včasih vzame, pa nese domov, pa da svojim otrokom, dojenčkom, vse živo se dogaja na tem svetu. Ampak tudi tu ne naredijo oni v slabi veri, Zanimivo, Ampak moramo se pa poučiti in razmišljati in narediti, Vemo pa, kaj satanisti delajo, recimo, kako bi rekel, mnogi pravijo, da je dokaz za to, tak posreden dokaz ali pa negativen dokaz, zato da je Jezus resnično navzoč v sveti hostiji to, da samo katoliški cerkvah hostije iščejo in jih kradejo, in potem jih spravljajo in hočejo na satanističnih obredih uporabljati. Bože, kaj res na to temo. Potem naslednja stvar je simonija. Simonija je pa en izraz, ki je povezan z novo zavezo z apostolskih del, ko sta Pavel in mislim, da Janez sta ozdravila več ljudi in en čarovnik, ki je se pa matral, da bi s čaranjem naredil ozdravljal, pa ni bil uspešen, je pa videl, kako pa je rekel, dajte mi vidva povedati, kako to delate, lejta, dam denar, tukaj denarja dobita. Dam, se pravi, plačam, vse plačam, usluge plačam, To je zelo, slište Polanci, ko pridete k maši plačati mašo, Ja, ne se smeje, zakaj župnik kar za farbo bi, če pa nima te navade, drugače pa res to odzadje, ne moreš plačati nič Božjega ne moreš plačati. No in potem on rekel, tole, vse bom jaz to delal, tole imate denar, mislim, povejte te čarobne izreke, pa ne vem, karkoli delata, zato da bi, Peter pa pravi, pojdi v pogubo, ti in tvoj denar, če misliš, da si Božji dar, lahko kupiš z denarjem. S tem je seveda Peter ravnal po Jezusove besedi, zastonj ste prijeli, zastonj dajajte. Nemogoče je, da bi si prilastili duhovne dobrine in se glede njih vedli kot kak lastnik ali gospodar, kajti svoj izvir imajo v Bogu. Zato jih moramo prejeti vedno le kot dar. Zdaj se moramo pa še malo dotakniti, da se smemo še malo ateizma pa agnosticizma, sej upam, da ne bom predolg. Ker morda v današnjem svetu je bistveno bolj popularno, oziroma je veliko ateizma, ki ga recimo par stoletij nazaj nismo poznali, pa če tudi kdo je bil ateist, morda ni upal niti povedati, ker je bilo večinsko okolje tako virsko, teistično. A sem predaleč jaz tole? Se opravičujem, da najdem ta pravi gumb. Kako? Se je, glej ga. Joj, se opravičujem. Rekel, danes je
celo še ne samo ateizem, relativno zelo popularen, tudi pri nas, pa zlasti še v deželah bivšega komunizma, čeprav ne samo tukaj, da nekateri že govorijo še oziroma ateizmu, da se pravi še eno stopnjo več, ko ljudje čist preprosto briga jih. Nič več. Ne gre za ateizem, ne za agnosticizem, nič več. Ne? Mnogi naši sodobniki najbolj notranje in življenjske povezane z Bogom nikakor ne dojemajo ali je celo izrecno zametajo, tako da moramo ateizem prištevati med najresnobnejša dejstva sedanjega časa. Kaj pomeni v bistvu še ateizem? Teos pomeni grško Bog, je pa nikalnica, se pravi ne Bog. V preteklosti smo se učili kot definicijo, da v bistvu nekdo, ki reče, da je ateist, da v bistvu pravi, da ne verjame v takega Boga, v kakršnega mislim, da jaz verjamem. Ne? Se pravi, ne verujem Boga, kakršnega mi ti predstavljaš. Se pravi, sem torej ateist. Danes pa ima seveda malo bolj večje število različnih pojavnih oblik. Pogosta oblika je praktični materializem, ki omejuje svoje potrebe in prizadevnosti samo na prostor in čas. Ateistični humanizem napačno razumeva, da je človek sam sebi cilj, edini oblikovalec in ustvarjalec svoje lastne zgodovine. To čutimo zelo navzoče danes. Človek. Mi se odločamo vsem, mi bomo sprejeli zakonodajo, mi bomo delali tako, mi bomo vse, in seveda, ker ničesar ni, se je treba malo vendarle dogovarjati, da bo vsaj ki veljalo, da se ne bomo med seboj pobili, in potem je treba postaviti kakšne norme, ki se jih bomo držali vsi ali s prisilo, ali pa s tem, da bomo še ustanovili neko telo, ki bo interpretiralo tako in ga bomo vsi spoštovali, to ustavno sodišče in tako dalje. Boga ni, torej sem samo jaz, človek. Druga oblika današnjega ateizma pričakuje osvoboditev človeka od gospodarske in socialne osvoboditve sužnosti, kateri, kot pravijo, religija nasprotuje po svoji naravi, češ da v človeku prebuja upanje na varljivo prihodno življenje in ga s tem odvrača od graditve zemeljske družbe. To zadaj vidimo tudi marksizem. Oni so čisto organizirani kot religija, zelo katoliško, če smo čisto iskreni. Samo brez Boga. In merilo znotraj je tisti človek, to je bilo jaz slišim od zadaj tudi Edvarda Kardelja, vsem tem, ko je rekel, da se gremo v takratni Jugoslaviji samoupravni socializem po meri človeka. Zdaj, po čigavi meri, koga so imeli za mušter, mene gotovo ne. Verjetno vas, ki ste malo starejši, tudi gotovo ne. Po meri človeka. Tu je cel sklop zgodb o zadej, o katerih se da debatirati. Pogosto se ateizem opira na napačno pojmovanje človekove samostojnosti, pretirane prav do zanikanja vsake odvisnosti od Boga. Toda priznavanje Boga nikakor ne nasprotuje človekomu dostojanstvo, saj ravno v Bogu dobiva to dostojanstvo svoj temelj in svojo dovršitev. Cerkev ve, da se njeno oznanilo sklada z najglobljimi željami človeškega srca. Agnosticizem pa se pojavlja v več oblikah. V nekaterih primerih agnostik noče zanikati Boga. Agnostik nasprotno postulira, predpostavlja obstoj sicer nekega transcendenčnega, se pravi presegajočega bitja, ki pa se nam ne more razumeti in o katerem nihče ne more povedati ničesar. V drugih primerih se agnostik ne izraža glede obstoja Boga in izjavlja, da je ta obstoj nemogoče dokazati, kakor tudi zanikati. To je preprosto, je vseeno. Agnosticizem mora včasih vsebovati neko iskanje Boga, a mora prav tako biti brezbrižnost, beg pred poslednjim bivanskim vprašanjem in lenoba naravne vesti.
Vse prevečkrat je agnosticizem enakovreden praktičnemu ateizmu. Zdaj pa samo še takole. Rezane podobe, tako za zaključek, lep polanski vitraž, ki je v bistvu tako narejen, da če hitro pogledaš, nič ne veš, zakaj gre, se moraš prvo pomatrati, kakor da bi Kregar hotel povedati, nič. No, če ste natančni pa blizu pogledali noter, bi videli kakšne kladiva, pa križ, pa kaj tacga, ampak v glavnem pa ne. Se pravi, si znamo vsi odgovoriti, kje so ali pa kje obstajajo, kje je možno izkusiti največje, najbolj izrazito število vrezanih podob. A veste kje? Malo vas zavajam, sem pomagam. V naši glavi, v malih možganih tle noter, po moje dole ali pa celo na koncu hrbtenjače. To so naše predstave o Bogu, o svetu, ki jim ne dovolimo, da bi se prečistile s tem, kar nam Bog razodeva po Svetem pismu in kar nam Bog razodeva po svojem Sinu Jezusu Kristusu. V te male možgane imamo najgloblje urezane podobe, tudi Boga. Pa kot otroci še razumemo, ko gledamo otroke, še razumemo, ker otrok je pač človek predstav, raste, se razvija. On rabi podobo angela s krili, se pravi človeka s krili, torej angela. On rabi videti razliko, tako videti je doživlja tudi v podobi razliko med očetom in sinom, zato je oče star, pa ima sivo brado, sin pa je malo mlajši, pa nima sive brade, Jezus. Pa to rabi, mi pa bi morali že iti naprej malo naprej. Potem, to je vprašanje, ki ga mora vsak zase razčiščevati. Potem, veste, da Judje Boga ne upodabljajo. Podobno tudi muslimani. Ampak izrecna prepoved upodabljanja podob v Stari zavezi Boga pa hkrati nakazuje in daje možnost nekaterih stvari, ki nakazujejo na Boga. Zato je v Stari zavezi Bog Mojzesu pokazal oziroma ukazal, naj naredi bronasto kačo in jo postavi na kol. Mimogrede od tu je, in pol vsi, ki so pogledali to kačo, so bili ozdravljeni. Zato je tudi simbol farmacije, je kača ovita od te zgodbe naprej. Potem Bog je tudi ukazal narediti skrinjo zaveze Mojzesu. Točna kakšna naj bo, kako velika naj bo, kaj naj bo na njej, ali naj bo zlato, srebro gora, točno vemo, kaj je bilo gor. In da naj bosta gor dva keruba, se pravi angela, ki si pokrivata obraz. Se pravi, Bog je že v Stari zavezi nakazal nekaj takega, upodobitev nečesa, kar nakazuje nanj, kar kaže na Boga. Zato seveda ni tako strte zvito to, da tudi mi na nek način poskušamo upodobiti tisto, kar nam prikazuje Boga. Ne Boga samega, nikoli, nekaj drugače, tako kot se včasih rečemo, malo za šalo, malo za res, kako je vsaka Marija malo po svoje upodobljena. In je en duhovnik je rekel, da v Ljubljanski stolnici, ki je prišla, tam je noter podoba Brezjanske, ker veste, da je bila med drugo svetovno vojno, so Brezjansko podobo umaknili pred Nemci, so jo poslali najprej na Trsat, pol je pa po parih mesecih prišla v Ljubljansko stolnico in je tam bila do 47. leta, ko se je zopet nazaj dal. No in kopija je tam, oltar, zelo simbolno, pod freskami svetega Dizme, to je tisti razbojnik desni, ki se je spreobrnil. Tam je Marijina podoba. In je prišel kip Fatimske Marije v stolnico in eden od pomembnih duhovnikov je pridigal, kako je Fatimska Marija prišla obiskati našo Brezjansko Marijo. Ja, tako približno pol človek lahko hitro se ukam zapleza.
Ena sama Marija je v Fatimi, v Lurdu, v Medžugorju, na Brezjah, na Kureščku in povsod. In seveda, tudi ko je prva cerkev nastala, veste, v apostolskih delih pa pozneje so tudi, niso upodabljali tako Jezusa, čeprav imamo že Jezusa podobe Jezusa v katakombah, a ne? V Rimu. Če boste šli na Romanje, hitro se morate prijaviti, mimogrede. Bomo šli tudi to pogledati. Pa imamo Jezusa kot dobrega pastirja, ki na prvi pogled izgleda podobno kot grški bog Hermes, ne? Ampak Jezusa kot dobrega pastirja, ki drži ovčke. Potem imamo to s črkami, ne, IHS, pa ihthos, da se pravi to ribo kot znamenje krščanstva. Ampak pozneje, ko je krščanstvo dobilo svobodo, se je pa bolj na vzhodu kot pri nas pojavil boj med tem, ali sploh smemo kaj narisati, ne? Upodobiti Boga, Kristusa, Božjo mater, svetnika in kakšen odnos moramo biti do tega. Tako da so eni zagovarjali, da nič in so druge preganjali, a ne? In tudi cesarji v Carigradu so bili enkrat je bil eden, ki je podpiral ikone, so imeli tam bolj, ne? Pisanje ikon, drugi je pa nasprotoval, ne? Tudi carigrajski patriarhi so eni sveti zato, ker so zagovarjali upodabljanje ikon, drugi pač niso več sveti, ne? Ker je zmagalo to. Ampak dobro prebrati tole, lejte. 2131. Opirajoč se na skrivnost učlovečene besede, je 7. vesoljni cerkveni zbor v Niceji leta 787 zoper ikonoklaste potrdil upravičenost češčenja ikon. Se pravi, ikonoklasti so nasprotovali češčenju. In sicer Kristusovih, pa tudi podob Božje matere, angelov in svetnikov. S tem, da se je Božji sin učlovečil, je uvedel novo oikonomijo podob. Se pravi, ko je v Jezusu Kristusu Bog postal človek, je imel obraz, je imel podobo. A ne? Se pravi, oikonomija pomeni, kako bi rekel, Božja občestvena upodobitev. Skratka, Bog je postal človek, on je imel naš človeški obraz. Tako kot rečemo, da je v Jezusu Kristusu je Božje srce bilo po človeško, ne? Zato tudi upodabljamo srce Jezusovo in ga častimo. Zdaj papež je celo okrožnico izdal, zdaj zopet o češčenju svetega rešnega telesa, kar je pred stoletji bilo razodeto sveti Mariji Alacoque, ne? Se pravi, in ko mi častimo te svete podobe, oziroma ko mi se zbiramo pred svetimi podobami, nas morajo te podobe voditi k Bogu, a ne? K Bogu. Da ne bi hitro zašli k malikovalstvu, ker tudi v tem je pa nevarnost, a ne? Ko včasih recimo, lahko mirno rečem, ko je ta kip Fatimske Marije, eden od teh originalnih, ki krožijo po svetu občasno, ko bil sem ravno župnik v stolnici, ko smo enkrat dobili, nisem bil čisto prepričan, glede na to, kako so prihajali tja in jo božali pa vse to, nisem bil prepričan, če ni celo na meji malikovanja, a ne? A ne? Podobe, Božje podobe, Boga, Jezusa Kristusa, Božje matere, svetnikov, nam samo pomagajo, morajo nam sem pomagati, da lažje se osredotočimo. Ko vidiš podobo Jezusa, se ne ukvarjaš s tem, ti vidiš Boga, ne? Se pravi, ne častiš slike, častiš Boga. Tako moramo gledati na to zgodbo. Drugače zelo hitro zaidemo v malikovanje. Krščansko češčenje podob ni v nasprotju s prvo zapovedjo, ki prepoveduje malike.
saj se podobi izkaza na čast dviga k izvirnemu vzoru, se pravi k Bogu ali svetniku. In kdorkoli časti podobo, časti v njej osebo, ki je naslikana. Čast, ki jo izkazujemo svetim podobom, je spoštljivo češčenje, za Latince veneracijo, in ne najvišje češčenje, adoracijo. To slovenščina morda malo tako jezik, malo šibak v tem, se pravi veneracijo, ampak in ne najvišje češčenje, kar so prevedli naši, in adoracijo, ne to, kar delamo Jezusu, adoriramo Jezusa, ki gre edino Bogu. Sveti Tomaž Akvinski je bil pameten človek, ki je zapisal takole: Bogovdano češčenje ni namenjeno podobam, kolikor gledamo na nje le kot na neke stvarnosti, temveč kolikor kot podobe vodijo k človečenemu Bogu. Vzgib torej, ki se usmerja na podobo kot takšno, se ne ustavi v njej, ampak teži tistemu, kar podoba upodablja. Tako, dovolj smo natresli zdaj tega svetopisemskega, bi zaključili s tem uradnim delom. Hvala, ker ste prišli. Potem pa še v pogovoru kakšne bolj konkretne stvari, ker vem, da vi poznate kakšne ljudi, ki hodijo karte gledati, ki verjamejo horoskopu. Tudi kakšni smo imeli že pričevanje v naši cerkvi, kako je bilo s klicanjem duhov. Kakšne, ki res že napol morda malikujejo kaj, ne? In to so vprašanja, ki jih moramo vedno premišljati, pa se o njih pogovarjati. Tako da, hvala lepa.